srečno novo leto. Novo leto 2023 ima ponovno 12 mesecev, 365 dni in 8760 ur. Kako bomo preživeli ta čas? Kaj bomo delali? Mogoče imaš velike načrte za leto 2023. Želiš povečati svoj posel. Mogoče želiš začeti nekaj novega. Ali pa se veseliš, da je končno prišlo leto, ko boš šel zasluženo v penzijo. Mogoče si začel novo leto z strahom, kako boš finančno preživel ali poplačal dolgove. Mogoče si osamljen, ker si v letu 2022 izgubil svojo ljubljeno osebo. Ali pa si težko bolan in se sprašuješ, ali bom preživel leto 2023. Ne vem in nimam odgovorov na različne izzive, ki nas čakajo v novem letu. Eno pa vem. In vsako leto to vse bolj spoznavam. Če svoje življenje gradimo na dobrem temelju, je lahko naše življenje srečno in uspešno, kljub težavam, s katerimi se soočamo v življenju. Kaj je dober temelj? Zakaj živimo? Vprašanje, ki si ga je dobro postaviti večkrat v življenju. Še posebej na začetku vsakega novega leta. Pred nami je ponovno na razpolago novo leto s 365 dni. Že smo našteli nekatere izzive, ki nas čakajo v letu 2023. In veliko časa se bomo soočali ali vrteli okrog njih. Prišli bodo tudi trenutki, ko se bomo spraševali, ali je to, za kar živimo. Včasih nas bo prevzel občutek, da samo životarimo. Vsi smo se verjetno že soočili z mislimi, trenutki, ko smo rekli, življenje ni fer. To so trenutki, ko je zelo pomembno, na kakšnem temelju gradimo. Sveto pismo nas včasih zelo konkretno izziva, na kakšnem temelju gradimo. Preberemo besede apostola Pavla. Ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. To je skoraj paradoks. Govori, da se naj ne oziramo na vidne, ampak nevidne stvari. Ali Pavel želi pobegniti ali usmeriti pogled vstran od realnega življenja? Seveda ne. Želi nam povedati, da obstajajo tudi nevidne stvari, ki so zelo pomembne, ki so večne. V tem pogledu je sigurno pomembnejše tisto, kar je večno in ne kar je minljivo. Ne bomo se spuščali v podrobnosti Pavlovih besed. Želim le, da se zavedamo, da duhovno spregledamo, da obstaja tudi večne stvari, svet, življenje. Da ne obstaja samo zemeljsko življenje, ampak tudi življenje izven naših naravnih, fizičnih pogledov. Ali želimo dovoliti Bogu,
v letu 2023, da nam razodeva poglede tudi v večne stvari, ki niso minljive. Mogoče lahko malo spremenimo vprašanje, ali želimo, da gre Bog z nami v leto 2023. Bog želi biti vpleten v našo prihodnost, toda noče nas v to prisiliti. Verujem in doživljam, da je naše življenje zelo odvisno od Boga in tudi 365 dni v letu 2023, kako jih bomo preživeli. Velikokrat so naša pričakovanja prenizka, kar se tiče Boga. Mnogi prosijo Boga za pomoč samo, ko so v težavah. To je isto, kot da bi v življenju iskali samo nujno medicinsko pomoč. Bog nam ne ponuja samo nujne medicinske pomoči, ampak pravo vodstvo v življenju. Kaj nam ponuja Jezus? Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Tako mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jezus želi biti izvir, moč našega življenja. Kot je vinska trta za mladiko, želi oblikovati naše življenje. Vse, kar v našem življenju ne prinaša sadu, želi odstraniti. Kar prinaša sad, pa želi očistiti, da prinese še več sadu. Kako se lahko to dogaja? Jezus je dejal, če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. Poznati Jezusove besede in dovolite v svojem življenju, da vplivajo na nas, je najboljši način. En od naših najbolj pomembnih korakov, kako graditi na dobrem temelju, je začeti brati v Svetem pismu, kaj je Jezus učil. Kaj naj delamo, kako naj živimo. To je krščansko življenje. To so prvi koraki, kako živeti z Bogom. Bog nas najprej ne vabi v cerkev, ampak v odnos z njim. Potem pridejo ostale stvari. To je dober temelj za krščansko življenje. Jezus zelo konkretno spregovori, kaj želi storiti iz našega življenja. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Ne da životarimo, ampak da je naše življenje polno sadu. To je velika razlika. Če samo prosimo Boga za pomoč, ko smo v težavah, ali pa dovolimo Bogu, da ima vpliv na naše življenje in ga spreminja po svoji volji in načrtu. Mi največkrat rešujemo trenutne situacije. Bog pa gleda iz perspektive večnosti. Zato so tako pomembne besede, ki smo jih
prebrali na začetku. Ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno. V začetku so nam lahko Jezusove besede samo izziv, korak vere v pravo smer. Toda bolj jih bomo spoznavali, bolj bodo spreminjale naše življenje. Želimo v letu 2023 hoditi po pravi poti, ki nam prinaša življenje, pravo pot, resnico. Jezus je dejal: jaz sem pot, resnica in življenje. To so besede, ki so večkrat citirane o Jezusu. To tako malo jih poznajo mnogi ljudje. Gradimo svoje življenje na Jezusu. Spoznavajmo njegove besede, učimo in dovolimo, da spreminjajo naše mišljenje in vplivajo konkretno na naše odločitve. Ali želimo graditi na dobrem temelju in modro izkoristiti teh 365 dni v novem letu? Želel bi zaključiti z besedami oziroma molitvijo apostola Pavla v pismu Efežanom. Zaradi tega se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha, modrosti in razodetja v spoznanju njega in razsvetljenje oči srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical. Kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih. Kakšna je čezmerna veličina njegove zmožnosti do nas, ki verujemo v dejavnosti njegove silne moči, ki jo je udejanil v Kristusu, ko ga je obudil od mrtvih in ga posadil na svojo desnico v nebesih. Pavlova molitev je bila, da jim Bog da duha modrosti, razodetja, kdo je Bog, razsvetljenje oči srca, da bi vedeli, kakšno upanje imajo in kakšna je njihova dediščina v Jezusu. Preprosto povedano, kaj vse ima Bog za nas in kaj vse želi storiti v našem življenju. Napravimo odločitev vere. Imejmo velika pričakovanja v novem letu, kar se tiče Boga. Jezus, želim spoznavati tvojo besedo, naj bo naša molitev. Želim se učiti od tebe. Če še ne bereš Svetega pisma, odloči se, da ga boš začel brati. Začni z evangeliji, kateri govorijo o Jezusu, njegovem delovanju, učenju, kaj je storil za nas in kaj ima za naše življenje. Ne bojmo se, ampak pogumno začnimo korakati v novem letu 2023. Ali veste, da Sveto pismo vsaj 365-krat spregovori, da se naj ne bojimo. To je za vsak dan. Ne bojmo se, ampak pogumno zakorakajmo v novo leto. Želim vam blagoslovljeno leto 2023. Amen.